Prav en lep pozdrav, danes pa zdravstveni video oziroma področje zdravje, in sicer zobje. Ker sem ravno v tej situaciji, bi rada z vami delila dobre in slabe zadeve, ki so se mi zgodile. Zdaj, jaz sem imela dvojko, 30 let že brez, živca. In takrat je sicer zdravnik hotel to neko krono narediti, pa nisem dovolila, ker nekako sem vedela, da čim mi začnejo delati nekaj z zobmi, potem meni to, enkrat razpade in ni okej, a ne. Zdaj, takrat še nisem dosti vedela o sami prehrani, tako da danes vem, da je težava tudi, prehrana bila. In to v bistvu zdaj za zobe je seveda fajn kalcij in te reči, tako da najbolj se mi zadnje čase obnese soja pa sojin izolat, kjer so beljakovine, in glede kalcija pa pač imajo rastline, jih imajo kalcij, največ ima mak recimo kalcija, ne. Tako da ti dodatki, ke so kalcijevi dodatki, tega jaz ne uporabljam, to je neuporabno, ne gre v telo. Treba je kombinacijo hrane v bistvu imeti, da ta pravo kombinacijo v zvezi še z drugimi minerali, vitamini in beljakovinami in snovmi, da telo pravilno absorbira in kalcij in beljakovine in da to predeluje v redu. Zdaj, v življenju so se mi živalske stvari izkazale za zelo nevarne zdravju, vendar je tudi rastlinska hrana zelo nevarna zdravju, če ne veš, kaj delaš. Če ne poznaš rastlin, kemije in podobnih stvari, če ti ni to jasno, a ne. Drugače v zdravstvu, nutricizem, in vse ostale vede, ki se ukvarjajo s prehrano, v bistvu jaz nisem našla ta pravih stvari, meni stvari niso delovale, tudi, ljudem, ki z nami delajo, ne. Največ dobrih informacij sem dobila od, biologa, potem od doktor Michael Gregerja. Tega res priporočam, doktor Michael Greger, bom dala spodaj v opis. On na področju prehrane je res ogromno, ogromno naredil, raziskav, vsega ima, je uspešen, in pa stvari, mislim, jaz sem izhajala veliko iz njega in, mi je delovalo in seveda sem potem nadgradila glede na to, kako meni ustreza in pa ostalim ljudem okrog mene. Potem priporočil bi sicer tudi doktor T. Colin Campbell. On je napisal na primer kitajsko študijo, to, v slovenščini, tako da priporočam, absolutno priporočam to knjigo prebrati, a ne. In to so zdravniki, v bistvu res profesionalci, tako da, imajo raziskave, imajo laboratorije zadaj. Jaz si zelo, zelo želim priti do lastnega laboratorija, da bi isto tako delala, ker imam že dovolj izkušenj in znanja, ampak sem na poti tja. Torej, zdaj takrat, ko mi je zdravnik pač mi je naredil tako, da je očistil korenino, dal polnilo, naredil polnilo, to je 30 let nazaj, in pač, zaplombiral mi je zobek. In ta zobek je malo potemnel, sicer on je rekel, da bo črn ratal, da je treba to prevleko narediti in tako naprej. In da bom čez 5 let prišla nazaj, ker se mi bo sesul. Vse to se ni uresničilo, zob je temnejši, malo temnejši mi je ratal šele po 2, 3 letih v bistvu. In me ni to nič motilo, a ne. Pač da je tako, kot je, bog pomagaj, uporaben je bil, grizla sem super, tako da zdaj se mi je pa razletel, a ne. Zdaj jaz sem šla k nekim privatnikom, oni so mi dali pač recimo tudi, oni bi mi tudi te starejše plombe, ke imam, vse odstranili, dali bi mi nove krone, so mi priporočali, in dali bi mi tudi cirkonij. Zdaj mimogrede, moj osebni zdravnik je dejal, da je cirkonij izjemno, izjemno strupen.
tako da bom jaz zdaj imela keramičen zob, ki pa ni strupen. Toliko v vednost, tisti, ki niste tega vedeli, to ni na mojem zelniku zraslo, ampak to je izjavil moj osebni zobozdravnik, ki je strokovnjak na tem področju in to že zelo dolgo časa. Zdaj, ta moj zobozdravnik je dejal, da čim bi odstranili te moje stare plombe in to je konec z mojimi zobmi, z mojimi koreninami, da mi tega ne priporoča. To je očitno en navaden marketinški trik zasebne zobne ambulante, da bi mi zaračunali pač nekaj tisoč evrov, a ne. Zdaj jaz sem tukaj tam bi me ta dvojka, da bi mi to naredili, sicer bi mi naredili pravilen postopek, ampak bi me to koštalo kakšnih 400-500 evrov, na koncesijo pa, ke sem naročila boljši material, sem doplačala nekih 10 evrov, to je bilo to, tako da mi ne bo treba plačati in je to zelo v redu, a ne. Zdaj, moj zobozdravnik je najprej zelo previdno očistil korenino, polnilo, potem je dal noter zdravilo in potem čez čas sem prišla nazaj, je pregledal, je bilo okej, mi je potem naredil štift, tako da vam ga pokažem, da boste videli, kako izgleda, takole. Takole, tole je dejansko zadnji video, ko me vidite še brez zoba, in naslednjič bom že imela zob, ki pa žal ne bo moj, ne. No, in zdaj, potem vzel mi je odtis zob in naredili so v laboratoriju pač keramičen zob, katerega bom šla jutri montirat, ne jutri, čez 2 dni. Grem to montirat gor in zdaj priporočil mi je, da čez 7 let, ker to je seveda anorgansko, to ni organsko, tako kakor so tile ostali zobje, ki so moji, ne, in to razpada. Tako da mi je priporočil, da pridem čez 7 let nazaj, preden se ta krona sesuje, ker se počasi jo erozija najeda, da jo on pač odstrani in da da na ta obstoječi štift, ki je zdaj za vedno v moji korenini, mi da drugo krono gor in na ta način bom lahko res dolga desetletja ohranjala lastno korenino, ki pa je še zdrava in v redu. Tako da to je mogoče neka izkušnja taka, ja, bila sem pa še v eni ordinaciji drugi, kjer pa so mi rekli, da bojo lahko mi kar takoj dajo ta štift noter, dejansko nekaj se je pol na srečo zapletlo, da to nismo mogli narediti, hvala bogu, da sem potem šla do mojega osebnega zdravnika, ki je potem to res naredil v redu, tako da ga ne menjam, tudi slučajno ne grem nikamor več drugam nikoli. Če imate dobrega zobozdravnika, ga ne menjajte sploh, ne. Ne, jaz se vozim zelo, zelo daleč do njega, ampak se splača. Res se splača, a ne. No, to je pač moja osebna izkušnja, če slučajno ima kdo kakšne težave, pa da veste, kako in kaj. Predvsem najdite res dobrega zobozdravnika, pa izogibajte se res teh plačljivih zasebnih ambulant, kjer vam hočejo po vsej sili narediti vse naenkrat oziroma postopoma, ampak pač taki nasveti, ko sem jih jaz dobila, za moje zdravje niso bili v redu, pa še nekaj tisoč evrov bi me to koštalo. Nekaj tisoč evrov, a ne. Tako da to res, bodite previdni, kam greste, sploh tam, ke je zelo veliko oglaševanja, marketinga in da so zelo zasedeni, bodite zelo previdni, ne. Jaz osebno pišem članke, pišem tudi za takšne ordinacije, brez znanja o čemerkoli, jaz sem se mogla res sama pozanimati oziroma mi je pomagal zobozdravnik, moj osebni zobozdravnik, razumeti in materiale in procese in dogajanje v mojih ustih.
Prej sem pa pisala članke pač tako na pamet, važno je bilo, da enostavno privlečeš stranko do tiste ordinacije, da gre tja do zobozdravnika in potem se stranka seveda odloči, a bo tam nadaljevala ali ne. Tako da tisti, ki delamo v marketingu, pišemo večinoma na pamet, ne vse, a ne, pač zdaj članki, ki so na naši spletni strani medialearn.si, te članki so preverjeni, te jaz pišem tako, kot je treba, in pa določene članke sem tudi pisala za določene zasebnike, ki so tudi res strokovni, vendar na žalost naročniki nočejo takih člankov z resničnimi vsebinami, z resničnimi informacijami, ampak hočejo, da ljudem povemo, da je vse super, sploh in da najboljše in samo, da kupijo, in tako pa tudi, če si naredijo dolgoročno škodo na zdravju. Jaz vas na to res opozarjam, tako kot opozarjam v kriptu, opozarjam v zdravju, in teh videov bom jaz posnela še več. Hvala za pozornost in lep dan želim. Čau, čau.